Veške sem dala vrat, zato jih ne imam. Imam danes večkrat pojošene veške. Imam to malo komplet sabo. Oprosti to te. Ne. Praktično meni je film sam bil zanimiv, ne. Že same priprave na snemanje so bile take zanimive. Marsikaj se človek naučil na novo, marsikaj je spoznal in videl. Bilo je kar tako, bi rekel, pestro, obarvano s humorjem, seveda, sicer vloženega bilo tudi dosti truda. Kot samo igranje, pa se mi zdi to čisto preprosto. Mogoče že sem zaradi tega, ker to je v domačem okolju ipak izproščeni, mislim, sproščeno vzdušje je bilo in ljudi, ki jih poznaš in tako dalje. V bistvu sploh ne razmišljaš o tem, da bo film prikazan, ne znam, še drugi množici ljudi, ki bi bilo mogoče takrat v živo, da bi nastopil, bi bilo mogoče teže, kot pa to, ki ni v živo, ne, ker se še vedno lahko popraviš, ne. Če kaj se zmotiš, drugač pa, kaj pa znam. Mislim, da je Uroš sam ta projekt jako dobro izpeljal, glede na to, da je bo to prvi projekt, da se je vpeljal v to kot popoln amater in nepoznavalec takoj same te tehnike oziroma samega snemanja, ne. Tako da, kaj se njega tiče same režije in scenarija ter snemanja, kapo dol, mislim pa, da tudi drugi, da so svoj del, ki so ga prispevali, dobro opravili. Oj, tu neko! Črno na belem je bilo zame dobra izkušnja. Krajšal sem si čas med poletnimi počitnicami, to je bilo tudi super. Pa drugače, zabavali smo se med tem filmom. Res, moja vloga bila malo naporna, za temi vsemi ekstremnimi padci in udarninami in buškami. Še posebej tisti padec iz Katre Rdeče, to je bilo, ne vem, najbolj ekstremen prizor po moje. Drugače je bilo pa vse super. Nič ni bilo hujših poškodb, tako da se je lepo izteklo. Pa na premieri je bilo tudi super. Ljudi več kot preveč, to se mi je dopalo, vzdušje je bilo čudovito. Drugače pa Urošu čestitam za organizacijo vsega tega, zdaj še
ti DVD-ji, ko so zdaj na novo veni, to je super organizirano. Sploh ne deluje kot amaterski film, kot naj bi na začetku.